Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Darko Đurić je v času svoje kariere uspel premakniti številne mejnike uspehov. Zdaj je že nekaj časa, če temu tako rečemo, pravzaprav v civilu, kajti ni več vrhunski športnik. Obiskali smo ga in povedal nam je marsikaj zanimivega o tem, kaj počne potem, ko je svoje kopalke pospravil v omaro. Lahko skoraj rečem, sem jih obesil na klinki, še zdaj tam visijo. Darka Đurića ni treba posebej predstavljati. Gre za športnika, ki je s svojimi uspehi podiral mejnike. Bil je tisti posameznik, ki je pomagal utirati pot športnikom invalidom v osrednje športne informativne oddaje. Kdor ga pozna, pa ve, da športni ambasador nikoli ni bil le po zaslugi svojih dosežkov, temveč po zaslugi svoje enkratne osebnosti. Na takšen svoj način je ravnal tudi, ko je obrnil nov list v svojem življenju. Treba se je zavedati, da recimo Sara Isakovič izjemen primer tega, da nas to ne pooseblja ta šport, ampak da smo pač osebe tisto, kar so naše kvalitete iz celote, ki izhajamo, ne samo tistih rezultatov. Tako da tukaj mislim, da kar sem jaz recimo v karieri počel, mogoče narobe to, da sem preveč osebno jemal vse tiste rezultate, uspehe in neuspehe. Tako da polagam na dušo vsem mladim, šport je samo en spekter našega življenja, vse ostalo je pa celota. Tako da ljudje smo zato, ker smo, ne pa zaradi rezultatov. Sam pa ni dolgo čakal na nove izzive. Ja, zdaj sem se malo vrgel v podjetniške vode. Grega Nachtigal, s katerim sva sodelovala že prej kot on je bil fizioterapeut, pa tudi moj trener na zadnji tekmi oziroma na predzadnjem velikem tekmovanju v Dublinu na Evropskem prvenstvu. So zaštartali en startup, kjer se ukvarjamo z digitalizacijo fizioterapije oziroma rehabilitacijskega procesa. Kot se za startup spodobi, gre pri vsem skupaj za zelo zanimiv, unikaten pristop. Ja, v bistvu z Gregom izhajava iz izkušnje, Greg je pač fizioterapeut, izhaja iz izkušnje terapeuta, jaz izhajam iz izkušnje uporabnika. Celo življenje sem izvajal vadbo v domačem okolju in moram tudi reči, da mi je to nekako mogoče malo pretiraval rešil življenje, ker dejansko tudi moje hrbtenice danes vse napore zdrži in brez tega, če ne bi tega delal, tega seveda ne bi mogel biti toliko aktiven kot sem. Tako da kar je najina posebnost je sigurno ta pristop, da oba vidika gledava, ne gledava samo iz vidika najine ideje, ampak res se nekako poskušava poglobiti v razmišljanje uporabnika. Skratka, formula, ki jo lahko uporabi praktično vsak posameznik, ki si želi izboljšati svoje zdravje in počutje. V osnovi gre za software oziroma platformo, ki opolnomoči fizioterapeuta. Se pravi, fizioterapeut lahko na enostaven in zelo hiter način, vemo, da so preobremenjeni in ne morejo za neko stvar porabiti preveč časa, sestavil vadbo terapevtskega programa, ki opolnomoči rehabilitacijo in to vadbo lahko tudi posreduje pacientu, ta v domačem okolju vadbo izvaja. Gre pač za enostavne videoposnetke z animacijami, vsaka vaja posebej, recimo če govorimo o sindromu karpalnega kanala, so to enostavne vaje, ki se pokaže, katera mišica se razteguje, kaj je prednost te vadbe. Tako da tisti, ki to vadbo izvaja, potem tudi razume, kaj točno dela in je bolj motiviran za izvedbo. Seveda pa šport še vedno ostaja pomemben del življenja nekdanjega plavalnega šampiona. Ja, šport je šport, in temu se ne moš kar šport povedati, tudi če zaključiš eno profesionalno kariero. Tudi, ko sem lani zaključil, so me povabili v odbojko, malo sem igral, ampak nekako tudi sem videl, da ne bi bil glih konkurenčen za to ekipo, ki je izjemno napredovala. Tako da so me potem Branko Mehorko pa Simon Božič, ki vodita ekipo, oziroma obe moško in žensko ekipo, povabila, da bi malo prevzel team management in pa tudi sponzorstva, tako da zdaj na tem področju pomagam. Sem letos tudi pomagal pri organizaciji prvega turnirja v para beach volleyju v Evropi. Smo ga v Ljubljani organizirali in je bil tudi temelj za vsa tekmovanja, ki se bodo dogajala od zdaj naprej. Skratka, Darko Đurić tudi po koncu bogate kariere najlepše pooseblja moto naše oddaje. Zmorem. Tako, zdaj pa je čas, da se preselimo v Maribor.
Kolega Matic Burazer je namreč tam raziskal zelo zanimivo zgodbo. Gre pravzaprav za povezavo med športom in znanostjo. Minuli mednarodni dan invalidov so na Zvezi za šport invalidov Slovenije Slovenski paralimpijski komite v Mariboru pozdravili pomembno novost. V Centru za medicinsko rehabilitacijo zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca je parašport dobil partnerja na področju zdravstva in raziskovanja, ki bo v prvi vrsti izboljšal storitve za naše parašportnice in parašportnike ter jim tako še izboljšal trenažni proces. Idejo smo dobili čisto slučajno, ko smo se pogovarjali o tem, na kak način še dodatno razvijati, posodobiti naše storitve za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Je naš kolega sodelavec Dorjan Hojnik podal predlog, da bi vzpostavili sodelovanje s Paralimpijskim komitejem in tukaj je bil njihov predsednik, gospod Damjan Lazar, zelo odziven. Naredili smo sestanek, kjer smo se pogovarjali o možnostih za sodelovanje in povedal je, da je ta zadeva, se pravi rehabilitacija športnikov invalidov, relativno slabo pokrita, da želijo referenčne strokovnjake, ki se na to res poznajo, da bi njihovim športnikom omogočili kar se da najboljšo rehabilitacijo oziroma v bistvu, da bi tudi poškodbe seveda lahko preprečevali, ne samo zdravili. Inovativni program bo športniku invalidu omogočal takojšnjo oskrbo, financiral ga bo Slovenski paralimpijski komite. Športnike invalide bodo obravnavali zunaj delovnega časa, saj gre za nadstandardne obravnave, zato se čakalne dobe za preostale bolnike s tem ne bodo podaljševale. Moramo se zavedati, da so to športniki, ki imajo že neke težave odprej. Po večini primerov zaradi določenih deficitov gre za anomalije v mišičnem ravnovesju in na to moramo biti pozorni, se pravi, rabimo strokovnjake, ki so izkušeni z delom na tem področju in so pozorni na določeno drugo patologijo, ki je že odprej in bi lahko potencialno stanje še dodatno poslabšala. Kar je bistvenega pomena je to, da se je s tem standardiziralo, kdo lahko športniki dela in da so to ljudje, ki imajo vse znanje, ki ga za to delo potrebujejo. Nasploh je rehabilitacija in fizioterapija na področju športa slabo urejena, se pravi, tukaj nimamo sistemske ureditve, se pa v Združenju fizioterapevtov Slovenije, najbolj v sekciji za fizioterapijo v športu, zelo zavzemamo, da bi vzpostavili primern kader oziroma primern nabor kadra, morda tudi neke vrste licenc, da bi točno vedeli, kdo so tisti fizioterapeuti oziroma lahko rečemo tudi zdravstveni delavci, ki so usposobljeni, ki imajo kompetence in ustrezno znanje, da lahko z športniki delajo. Olimpijski komite je k temu pred nekaj časa že pristopil, da imajo svoje referenčne športno-medicinske centre. Po enaki poti gre Paralimpijski komite. Jaz mislim, da po še boljši poti, ker je smiselno, da imaš en ali dva centra, kot da greš v preveliko širino, predvsem zaradi tega, da se lahko dobro sodeluje in da je tudi poenotena specifika obravnav. Nov projekt je hitro zaživel, naš sogovornik potrjuje, da so odzivi zaenkrat odlični. Mislim, da je vsakemu športniku v interesu, da ve, kje bo dobil pomoč, če jo bo potreboval. Seveda si želi, da je ne bo in da bo zdrav, to si mi absolutno želimo tudi za njih. Ampak prvi odzivi so zelo dobri, čakamo pa še, da bomo vzpostavili konkretno sodelovanje v praksi. Se pravi, nekatere obravnave smo že tukaj imeli, želimo pa, da bi vsi tisti športniki, ki imajo kakršnekoli poškodbe in težave, prišli k nam. Še en dokaz, kako pomembno je danes v športu invalidov to sodelovanje. Se pravi, da ima športnik na voljo vsestransko podporo. Zdaj pa gremo k naslednjemu junaku. Pravzaprav lahko bi rekli, verjetno gre za najbolj vsestranskega športnika med športniki invalidi. Naš gost bo Dejan Fabčič, z njim se je pogovarjal kolega Srečko Ferlež. Za mnoge je leto 2021 leto za pozabo, saj je bilo iz zdravstvenega vidika in različnih omejitev zadnjih 12 mesecev polno izzivov. A Dejan Fabčič, paralokostrelec, si bo to leto zapomnil povsem drugače. V Tokiu je tekmoval na svojih 3. paralimpijskih igrah v 3. različnem športu. V lokostrelstvu se je uvrstil v 8. finala. Ja, zdaj, ko gledam nazaj in je malo strnjene misli, lahko rečem, da je bil nastop v bistvu zelo uspešen, glede na to mojo zelo kratko lokostrelsko kariero. Same igre so bile tudi nekaj posebnega. Kljub temu, da smo imeli te koronske ukrepe,
smo jih vendarle športniki doživeli kot nekaj posebnega. Ta paraolimpijski duh je bil med nami, ko srečaš športnike iz celega sveta, je res nekaj posebnega. Tako da smo veseli, da so se zgodile te olimpijske igre in da smo lahko bili del tega. Težo rezultata na paralimpijskih igrah daje izjemno hiter napredek Fabčiča, saj je vsestranski športnik v lokostrelstvu prisoten kratek čas. Dejansko streljam z lokom približno 3 leta, ampak prej je bilo to res zgolj rekreativno. Potem smo se pa lansko leto septembra, ko so prestavili olimpijske igre za 1 leto naprej, s trenerko Brino Božič nekako pogovorila in sklenila, da bomo poskusili se uvrstiti še na te paraolimpijske igre. Čeprav sva vedela, da bo to zelo težko, vendarle je lokostrelstvo tak zelo precizen šport in je težko v kratkem času toliko natrenirati, da prideš na ta nivo, da lahko nastopiš na tako velikem tekmovanju. Kot v vsakem vrhunskem športu, kjer je uspeh odvisen od mnogo dejavnikov, je faktor sreče precej vplival tudi na uvrstitev Fabčiča na paralimpijske igre. In Julija na Češkem v bistvu zelo dobro odstrelila, ampak je res malenkost zmanjkala, da bi si pridobila kvoto, se pravi mesto za nastop. Osvojil sem na primer 5. mesto, prve 2 pa sta dobila kvoto za naprej. Ampak vseeno ta naš velik napredek, bom rekel, ni bil neopažen s strani Svetovne lokostrelske zveze in so nam kar kmalu po tem tekmovanju, približno čez 1 teden, poslali to posebno povabilo za nastop na paraolimpijskih igrah, ki ga dobijo samo 3 tekmovalci iz celega sveta. Tako da od tukaj naprej pa se začne ta naša pravljica. Bila sva neizmerno vesela tega povabila. A glede na izjemen napredek v novi športni panogi so glavni športni cilj Dejana Fabčiča naslednje paralimpijske igre leta 2024. Ja, že lansko leto nam je bil prvi cilj dejansko uvrstitev na paraolimpijske igre v Pariz. To bodo naslednje paraolimpijske igre. Tako da tale Tokio je prišel vmes res malo mogoče nepričakovano. Kaj pa vem, jaz se malo pohecam, da mi je tale šport in udejstvovanje športom in energija v zvezi s športom in treniranje položeno že v gene. Jaz se ukvarjam športom že od majhnih let, nog, tako da mi je to užitek. No, zdaj, seveda ob službi je postal to hobi, moram reči, oziroma zelo velik hobi, ampak vendarle služba je prva, seveda tudi zaradi finančnih zadev in preživljanja družine in tako naprej, ampak ja, nekako kar ne vidim, kako bi lahko nehal se ukvarjati s športom. Glede na to, da je Fabčič doktor interne medicine in vrhunski paršportnik, je ponavadi dan s 24 urami zanj prekratek. Kako pa sploh izgleda povprečen dan Dejana Fabčiča? Ja, kot sem rekel, prva je služba. Tako da zjutraj grem v službo, delam za polni delovni čas, se pravi 8 ur. Po 8 urah se pa potem odpravim domov in kasneje potem še na trening. In to 5-krat na teden, tako da izkoristim tudi vikende, če se le da, čim bolj za priprave. Poleg vsega tega pa namenim, kolikor le ostane časa, še družini. Kot vedno bolj prepoznaven slovenski športnik je bil Dejan Fabčič s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport povabljen v Bruselj, kjer je Slovenija predstavila svoje športnike ob robu predsedovanja Svetu Evropske unije. Nova zanimiva izkušnja za Dejana, ki je bil v družbi samih eminentnih športnih imen. Tam sem spoznal tudi od bliže Primoža Rogliča, pa Vesno Fabjan in Rožleta Prežlja. Tako da predstavljali smo Slovenijo kot nekakšne zgodbe in dvojne kariere v športu. Zelo sem vesel, da so tudi mene povabili in da sem lahko dal en prispevek tudi strani parašportnikov, se pravi športnikov, invalidov, da so to prepoznali in moram reči, da je bil tudi sam dogodek v Bruslju zelo lepo sprejet, veliko pozitivnih odzivov, tako da v veselje mi je bilo sodelovati na takem dogodku. Mislim, da če te država povabi, da jo predstavljaš na tako veliki stvari, enostavno ne moreš reči ne. Ne, pa ne more reči še eni ljubezni, ki je slovenski športni javnosti manj znana. Dejan ni samo zdravnik, športnik ter predan oče,
ampak tudi poje v pevskem zboru. Ja, to je pa še moja, ne vem katera že ljubezen, tudi do petja, ja, tako da že nekaj 5 let pojem pri komornem zboru Ipavska. To je pa tako za dušo, no, tako da se jim z veseljem pridružim, kadar imam čas. Moram pa povedati, da so zelo uvidevni, tudi ker veliko manjkam zaradi drugih športnih obveznosti ponovadi, tako da, ampak so me vedno veseli tudi, ko pridem zraven. In tako smo počasi prišli do tistega dela oddaje, kjer preletimo še ostalo zanimivo dogajanje. In tako smo prišli tudi do najboljšega med najboljšimi. Slovenska športnika leta sta postala Janja Garnbret in Tadej Pogačar. Na prireditvi Športnik leta pa je posebno priznanje prejel tudi odlični strelec Franček Gorazd Tiršek, ki je v Tokiu osvojil 2 paralimpijski medalji. V takih športnikih dobiti tako prestižno nagrado je res nekaj perfektnega, kajti vemo vsi, da ob Janji Garnbret, košarkarski reprezentanci Slovenije, Roku, ki odlično igra odbojko, in pa tudi v naših kolesarjih dobiti priznanje za najboljšega športnika invalida je res nekaj enkratnega. Koledarsko leto 2021 so zmagovito zaključili slovenski košarkarji na vozičkih. V ligi NLB Wheel so zabeležili 2 zmagi in se tako zavihteli na prvo mesto v tem mednarodnem tekmovanju. V tej sezoni slovenska izbrana vrsta še ni utrpela poraza. Na slalomu za svetovni pokal v St. Moricu je uspešno nastopil paraalpski smučar Jernej Slivnik. S časom 1:41:61 si je priboril 8. mesto. Andrew Parsons je bil izvoljen za drugi 4-letni mandat in bo tako še naprej predsednik Mednarodnega paralimpijskega komiteja. Brazilec bo še naprej krepil sodelovanje te organizacije z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Slovenska showdown reprezentanca je nastopila na mednarodnem turnirju v Italiji. Tanja Oranič je v finalu premagala domačinko Piero Folino in si priborila zlato medaljo. Prihodnje leto med 18. in 24. majem bo kitajski Hangzhou gostil svetovno prvenstvo v odbojki sede. Slovenska ženska izbrana vrsta si je že zagotovila nastop na tem odmevnem tekmovanju. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v nocojšnji oddaji. Hvala, da ste bili z nami, vesele praznike in v imenu celotne ekipe vse najlepše v novem letu. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.